Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in tudi danes bomo govorili o številih. Čistko razmišljala sem, sem rekla, danes smo četrtega in mogoče vam še posnamem en video o tej smeri, pa o angelskih sporočilih, kaj nam sporočajo angeli skozi števila. Vem, da sem enkrat že snemala video o tem, ampak a veste, kaj se dogaja, kaj nam sporočajo angeli, če kar naprej vidimo 111. No, to boste dobili tukaj noter, ko imajo duše žur, imate odgovore na to. In recimo, če vam kar naprej v oči skačijo številke 11 ali pa na registrski številki 1111 ali pa pogledate na uro 11 in 11 minut. V glavnem, to je sporočilo angelov, da vse, o čemer razmišljate, v hipu postaja resničnost. Zato razmišljajte samo o tistem, kar želite priklicati v svoje življenje. Ali pa recimo, če se vam dogaja, 14 pa 14 minut. Kaj vam sporočajo angeli skozi te številke? In zdaj, če pogledamo 1 in 4, kaj to pomeni? Recimo 1 je spet pomembna. Kaj razmišljaš? To se udejanja. Ampak 4 je pa sporočilo, angeli so tu. Nisi sama, nisi osamljena, vse je v redu, spusti. Mogoče, lejte, zadnjič sem poslušala en video o Kirona, Krion, zdaj večkrat poslušam te videe in v glavnem govori o tem, kako nosimo v srcih kronično žalost. In mogoče, veste, vse to, kar nosimo v srcu, se potem udejanja. In če imamo za spustiti kronično žalost in tudi na koncu lahko pogledate sebe v gledalo in če vidite te svoje učke in rečeš, pa kaj tebi? To vam zdaj govorim zato, ker tudi sama pri sebi to opažam, pa tudi sama še to čistim, ampak kakorkoli, veste, če imaš v svoji duši kronično žalost, potem še več teh dogodkov ustvarjaš, kjer boš lahko občutila kronično žalost. No, zdaj pa pojmo na angelska sporočila, se pravi, moja vodnica je nadangel Ariel. To je ena taka hecna angelska energija, največkrat je upodobljena z levom in očitno mi daje dovolj moči, ampak je v bistvu tako malo zabavna, tako da včasih se prav nasmejim. In zdaj, če jaz prosim nadangel Ariel, daj sporočila, ki so ta trenutek pomembna za vas, ki gledate tale moj kanal, da zveste tisto, kar je pomembno. Bomo šli skozi števila, ker na koncu so karte vštevilčene, in tisto, kar nosi določena karta. Pa da vidimo, 3 sporočila za vas, stare duše, ki ste nosilci luči v svojem okolju. Veste, vsi mi smo tako kot svetilniki. No in ravno danes sem poslušala od tega Kriona, ki je rekel, lejte, svetilniki nikdar niso grajeni na varnih mestih. Se pravi, če imate vi v vašem življenju občutek, da vse gre adijo, ste že z namenom tja, da pač počistite in da svetite. Ker svetilnik je namenjen za to, da sveti, ne samo, da stoji na nevarnem kraju. Tako da, ja, zloščite svojo luč in začnite svetiti. Zdaj pa poglejmo, kaj je tisto, kaj je prišlo. Srčna čakra, grlena čakra, sodelovanje. Prva karta je grlena čakra. Delovati skozi izražanje. Zdaj pa kako delovati skozi izražanje? Če sem jaz ranjena, prav dušo ranjena, in če razmišljam, vsi ljudje so nepošteni, vsi so zahrbtni, svet je grd, kaj se bo zgodilo? To, kako je že včasih šel tale pregovor, česar polno je srce, to usta govori. In to je dejstvo, ne? Zato jaz lahko izražam to svetlobo samo skozi to, da pač prečistim svoje bolečine. Ne? Samo na ta način. Drugače ne more iti pa skozi moje usta nekaj lepega. Ne? Lahko samo sekam potem svoj strup okrog sebe. Stresam. In zdaj grlena čakra. Svobodno izražam svojo resnico. Jaz sem resnica. Mogoče za vse tiste, ki imate to šolo izražanja, vzemite v roko knjigo, kako se pogovarjamo z otroki in kako jih poslušamo. To je knjiga od Mladinske knjige, dobite jo v knjižnici
In sicer noter so vaje, da začnete na otrocih trenirati, ker to je najlažje, zdaj se boste mogoče smejali, ja, ampak res je najlažje na otrocih trenirati, zato ker jih imate tam in so iskreni. Ker otroci vam bojo zmetali v trenutku vse v glavo, kar vam gre. In je prav. Ker poglejte, notri piše primer, pa vem, da sem o tem že govorila. Otrok pride iz šole in reče, učiteljica je smotana. In zdaj ti kot mama rečeš, kako pa govoriš? Bo rekel, tudi ti si smotana, pejte vsi skup nekam. Kaj si naredila? Nič. In notri je odličen recept, kako se sporazumevati z otrokom, in kako iti na sočutje. In rečeš, vidim, da je za tabo naporen dan. Tako kot rečeš, vidim, da sneži, vidim, da je megla, vidim, da je sonce, pač opišeš stanje. In vam povem, to deluje. Pa ne, da deluje samo pri otrocih, pri odnosih, deluje tudi pri strankah, deluje pri vseh odnosih. In to je začetek, se pravi, opisuješ čustva drugih ljudi. Druga stvar pa, a pa znaš prepoznati svoja čustva? Pojmo na to sporočilo noter v knjigici Prehod v novo dobo, 63 je tale karta. In zdaj, če preberemo to sporočilo. Kaj me duši? Česa ne morem izreči? Kdo me stiska za vrat? Moj blagoslov je, da čutim. Varno lahko izražam svojo resnico, dovoljeno mi je govoriti. Upam si prepevati, se smejati in vriskati, ne glede na to, kaj poreče okolica. Jasno se zavedam, kdo sem. No, in to je zdaj, kaj te duši. Česa ne moreš izreči. Pa ne, da zdaj spluvaš ven. Ti, ki si tak. Ampak v tej situaciji jaz občutim to in to. Gre se za to, da opisujemo svoja čustva. Zdaj pa zanimivo je karta 63 je prišla ven. 6 pa 3 je 9. 9 je vibracija Boga. 9 je vibracija kreacije. 9 je vibracija, recimo angelsko sporočilo, takoj se lotite dela, ti glasnik luči. Izpolnili ste vse pogoje za izpolnitev življenjskega namena. Nehajte se obremenjevati, nastopil je čas za dejanja. Za začetek bodo koristni že majhni koraki. No, tako da v glavnem čas je, Čas je in zdaj opažam, zdaj že po novem letu je začela resnica sekati na vse konce. Jaz sem toliko srečna, ko slišim te zgodbe, resnica se razkriva in to je, jaz sem res prepričana v to, resnica nas osvobodi. Naslednja karta je prišla, 62, in sicer karta srčna čakra. Jaz sem ljubezen, vidim ljubezen. No in zdaj, če še to preberemo sporočilo, moje srce je vedno v stanju ljubezni. Tudi če me odnosi preizkušajo, lahko občutim ljubezen. Toplina sonca, šumenje vetra, bučanje morja, sij zvezd, milina lune, trdnost skale, čarobnost jutra, energija kristalov, petje ptic, žar otroških oči, poljubljene osebe, stisk roke, objem prijatelja, nasmeh tujca. Vse izraža ljubezen. Ko sem naravnana na ljubezen, jo zlahka občutim. In bom rešla na vibracijo osmice, ki je ta karta, 6 plus 2 je 8. Vibracija osmice, sem vam zdaj že parkrat razlagala, je vibracija 2 tornadov, ki se združita skupaj. In pomeni, da ko smo v pozitivni energiji, s tako močjo 2 tornadov sestavljamo, se kreirajo nove stvari. Ravno tako pa, ko smo v negativni energiji, z energijo 2 tornadov rušimo. To je energija osmice. In če imate v svojem energijskem zapisu, se pravi, da ste rojeni mogoče 8. ali pa da je vaše osebno število leta 8, to pomeni, da v tem letu se absolutno učite biti v ravnovesju, v svojem centru, in vse, kar vas ruši, ruši ne samo vas, ampak na celi fronti celo vaše življenje. Biti v srcu pomeni, da v prvi vrsti
poslušaš sebe in svoje občutke. No in naslednja karta je pa prišla 44, pa smo spet pri osmici, sodelovanje. V ljudeh, s katerimi sodelujem, iščem njihove moči, ne njihovih pomanjkljivosti. In dejstvo je, da 44 je ravno tako kot 22 mojstrsko število, in če preberem zdaj iz knjige Ko imajo duše žur, imamo takole: angeli vam ta hip nudijo dodatno uteho, ljubezen in podporo. Prosite jih, naj vam pomagajo pri vseh zadevah, nato pa prisluhnite njihovemu vodstvu, ki ga boste prejeli v obliki intuicije. Dejstvo je, da angeli so vedno prisotni, so tukaj, samo prosti jih moramo za pomoč. In ko neprestano videvate 4, 4, 4, 4 in vam kar seka v oči, to sporočilo je jasen klic, pa daj že, tukaj smo, samo dovolj, da ti pomagamo. To so angeli in verjemite, lažje vam bo. No, zdaj vam pa preberem še sporočilo. Pozorna sem na to, kdo prihaja v moje življenje in kakšni občutki se mi porajajo. Ljudje so mi poslani kot angeli, da mi pomagajo. Na tej poti nisem sama. Seveda srečujem tudi ljudi, ki so okuženi s temo. Tudi te prepoznavam in jim dovoljujem, da grejo svojo pot. Tudi ti so mi poslani, da lahko vidim, koliko sem se že naučila. Blagoslavljam jih z ljubeznijo, in zdaj to jaz dodajam, in jim dovoljujem, da odidejo iz mojega življenja. Dovoljujem, da je moj svet miren. Naj bo to sporočilo za danes. Dovolite, da je vaš svet miren in bodite pozorni na vse to, kar vam je dano, bodite hvaležni za to, boste videli, prihaja čas mogočne kreacije. Vsi lahko vplivamo na to, kar se nam dogaja v našem življenju. Gre se za to, da počistimo kramo, ki jo ne potrebujemo, tako fizično kot čustveno, in gremo naprej. In res verjamem, pred nami so boljši časi. Zdaj mogoče pomislite, ja, pa kje živi tale Minka? Ja, v Hosti, v Škofji Loki, ampak okej. Glejte, vam povem, res verjamem v to. Verjamem, da vsakič, da vedno svetloba zmaga. Če je še tako temna noč, vedno svetloba zmaga. In ja, tako kot sem prej rekla, če smo svetilniki, glejte, svetilnik sveti tudi takrat, ko je najbolj temna noč. Zato spremljajte tiste novice, ki vas navdajajo z upanjem. Boste videli, če ste zdajle sredi noči in sredi neurja, boste zmogli. Tako da uživajte. In pri vsem tem, kar delate, dovolite, da vam pomagajo angelčki. Lep večer, lep dan, kadarkoli gledate, uživajte.